Namesto tega brezveznega videoposnetka bi bil tu lahko vaš oglas. Poslušate in gledate Radio Kaos. Tako so včeraj ob zvokih skladbe Tako je govoril Zaratustra Richarda Straussa odpirali Tehnološki park Ljubljana. Brez pretiravanja lahko rečemo, da gre za dogodek leta na področju tehnologije, verjetno pa tudi gospodarstva kot celote. Ljubljanski tehnološki park obstaja sicer že 12. leto, a njegova zdajšnja lokacija na Brdu na zahodu Ljubljane mu omogoča, da se začne razvijati v polni meri. Pogoje za to ima. Stoji dobesedno par 100 metrov od ljubljanske obvoznice, par 100 metrov v drugo smer pa bo zgrajen nov univerzitetni kampus, kjer bodo skoncentrirane naravoslovne in tehniške fakultete. Po besedah direktorja Tehnološkega parka Iztoka Lesaka pa tudi cilji niso od muh. Da bi zagotovili sprejek podpornih storitev in sodobne infrastrukture, s katerimi bomo nadaljevali in nadgradovali profesionalne storitve za podjetja, s katerimi bomo zajemali, ocenjevali, spodbujali nove tehnološke poslovne pobude, s katerimi bomo pomagali pri ustanavljanju novih podjetij in vključevali v inkubacijsko razmerje in s katerimi bi razvijali, ohranjali in zadrževali visoko tehnološki podjetniški potencial v regiji. Največji lastnik Tehnološkega parka je mestna občina Ljubljana, ki je park dokapitalizirala zemljišči, na katerih stoji prvih 7 stavb. Vrednost investicije je dobrih 41 milijonov evrov, od tega je 8 evrov evropskih sredstev, ki jih je v Tehnološki park namenilo Ministrstvo za gospodarstvo. Slovenija usmerja tudi evropska sredstva v razvoj raziskovalne infrastrukture. Ta Tehnološki park je zelo dober primer za to. Je način, da povezujemo znanje in podjetnost. Prvi zametki te inštitucije segajo že v leto 1995. Osrednje poslanstvo Tehnološkega parka Ljubljana je iskanje, vrednotenje, motiviranje inovacijskega tehnološkega potencijala v regiji. Sedaj na Brdu v Ljubljani tudi s pomočjo Ministrstva za gospodarstvo in sredstva Evropske zveze nastavlja podporno okolje za tisto, za kar naprej govorimo, da nam v Sloveniji, tudi v Evropi manjka povezovanje znanja in pa podjetnosti. Je dejal minister za razvoj Žiga Turk. Njegov kolega, pristojen za gospodarstvo Andrej Vizjak, je bil namreč v petek zvečer službeno zadržan. Zato pa sta na otvoritev uspela priti novo izvoljeni predsednik Republike Danilo Türk in evropski komisar za znanost Janez Potočnik. Prvi naravnost iz New Yorka, drugi iz Južne Afrike. Potočnik je tako izpostavil dosedanje dosežke slovenskega raziskovanja in njegov ugled v svetu. Toda a priložnosti za izboljšanje obstoječih dosežkov obstajajo. Podjetja bi lahko in tudi morala sodelovati več, nova bi se morala rojevati hitreje. Potrebujemo več raziskovalcev v industriji, ki bodo razvijali nove proizvode, procese in storitve. Delež vlaganj v znanost, raziskave in inovacije v skupni gospodarski dejavnosti je preskromna. Vse to so seveda tudi problemi Unije. Če resnično želimo doseči 3% raven vlaganj v znanost in raziskave v bruto domačem proizvodu do leta 2010, potem moramo narediti vse, da se poveča delež predvsem zasebnega sektorja. Svojega zadovoljstva ni skrival niti ljubljanski župan Zoran Janković, za katerega je Tehnološki park, poleg generatorja razvoja, tudi primer, kako lahko sodelovanje med mestom in državo obrodi sadove. Vloga je, kot do sedaj, izjemno pomembna, mestno največji družbenik, se pravi tudi najbolj odgovorni, poleg vodstva Tehnološkega parka, za uspeh in za neuspeh najbolj krivi. Dali smo zemljišče, torej lokacijo, ki je v središču Evrope, in tu se vidi kot projekt, kjer se združita znanje univerze, znanje in volja ljudi, ki delajo v tem Tehnološkem parku, predvsem pa da stopita država in glavno mesto z roko v roki, potem tudi Evropa prenaka sredstva, da smo lahko konkurenči, takrat že vsakemu v Evropi. Jaz vsem, ki bodo tu bivali, živeli in delovali, želim najboljše uspehe, tako da bodo šampioni na svojih področjih v celi Evropi. Zdaj je črtica v vašem programu še 20, ne? Samo še 20. Drugo leto pričakujem kar nekaj črtic odkukani. Otvoritev je sicer potekalo ob izbranem kulturnem programu, ki je povezoval klasično in akustično glasbo z rokom in elektroniko ter plesom sodobnega časa, za kar je med drugimi poskrbel kitarist Bor Zuljan.
Za Radio Chaos, Aljaž Pengov-Bitenc.